Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam deklici Klari, ki ob večerih pred spanjem zelo rada prisluhne pravljicam. Njena mamica mi je poslala prijetno sporočilo z željo, da preberem zelo simpatično knjigo o še bolj simpatičnem kužku. Le katero pravljico bi Klara želela slišati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prikupni pravljici z naslovom Daj mi poljubček. Tistega jutra se je Šnuki že navsezgodaj prebudil. Mama, očka, bratca in sestrica so še trdno spali, ko je potihoma odcapljal na plano. Tam je bilo namreč nekaj, kar je moral na vsak način odkriti. Dobro jutro, sta mu zagagali raci. Kaj pa ti tukaj že navsezgodaj? Rad bi poljubček od vaju, je sramežljivo dejal Šnuki. Poljubček? Samo to? Ga? Ja, natanko sem kaj, je Šnuki pokazal na svoje lice. Rački sta se prizibali iz vode in ga obeh hkrati poljubili. Ena na levo in druga na desno lice. Šnuki je zaprl oči in se nasmehnil. Malce kljunast in moker, a zelo osvežujoč poljubček. Zahvalil se je racama in odtacal dalje. Le malo naprej je na travniku zagledal konja. Dobro jutro. Dobro jutro tudi tebi, je zahrzal konj. Zelo lepo, da si me obiskal. Veš, pravzaprav zbiram poljubčke. Bi lahko dobil poljubček, prosim? Se je opogumil Šnuki. Poljubček? Se je začudil konj. Ja, sem kaj, prosim, je Šnuki pokazal na svoje čelo. Konj se je sklonil in Šnuki je dobil na čelo velik, po vetru dišeč konjev poljub. Zamižal je in se nasmehnil. Konjev poljubček. Tega zares še nikoli ni dobil. Bil je malce lepljiv in vlažen, a zelo, zelo topel poljubček. Šnuki se je prijazno zahvalil in odšel dalje. Prišel je do mlake, kjer se je veselo valjala in krulila mama Pujsa z otročički Pujski. Dobro jutro, ji je zaklical Šnuki. Dobro jutro, je zakrulila Pujsa. Kaj pa ti tukaj že navsezgodaj in sam? Rad bi dobil tvoj poljubček. Moj poljubček? Ja, natanko sem kaj, je Šnuki pokazal na svoj smrček. Pujsa jo je pripujsala iz blata in ga izdatno odsmoklina na vrh smrčka. Šnuki je zamižal in se nasmehnil. Še nikoli ni dobil pujsastega poljubčka. Bil je nekoliko blaten in ščetinast, a zelo ljubek. Šnuki se lepo zahvalil in odšel dalje. Pritacal je do vrtne ograje, onstran katere je na polju sedel zajček. Dobro jutro, je zaklical Šnuki. Kaj pa iščeš tako zgodaj na travniku? Je zanosljal zajček. Zbiram poljubčke in rad bi dobil tudi tvoj poljubček, je zaklical Šnuki. Rad bi moj poljubček? Ja, natanko sem kaj, je Šnuki pokazal na svoj kožušček. Zajček je priskakljal k Šnukiju
in mu na hitro poljubil kožušček na vratu. Šnuki je zamižal in se nasmehnil. Še nikoli ni dobil zajčjega poljubčka. Bil je nekoliko nemiren in hiter, a zelo nežen poljubček. Šnuki se je prijazno zahvalil in se napotil proti domu. Veselo in razposajeno je skakljal po poti, ko je nad sabo zagledal metulja. Dobro jutro, mu je zaklical. Dobro jutro, je dahnil v veter metulj. Si pa daleč od doma. Poljubčke zbiram in rad bi dobil tudi tvoj poljubček. Moj poljubček? Ja, natanko sem, kaj prosim, je Šnuki pokazal na svoj smrček. Metuljček je nežno pristal na Šnukijevem smrčku in ga poljubil. Šnuki je zamižal in se nasmehnil. Še nikoli doslej ni dobil metuljevega poljubčka. Bil je božajoč, kot dih rahel in čudovit poljub. Šnuki se je zahvalil in stekel domov. Doma so ga čakali mama, očka, bratca in sestrica. Kje pa si bil? Ga je vprašala mama. Skrbelo nas je zate, veš? O, mami, zunaj je bilo tako lepo, da res nisem mogel več spati. Sploh pa je bilo tam nekaj, kar se moral na vsak način ugotoviti. In kaj je bilo tisto, kar si moral ugotoviti? Je vprašala mama, medtem ko je objela Šnukija in mu dala poljubček. To, kar sem pravkar odkril, je presrečeno skliknil Šnuki. Račji poljubčki so osvežujoči, konjevi topli, pujsji blatni in ljubki, zajčkovi hitri in nežni, metuljevi rahli kot dih in naravnost čudoviti. Nihče pa se ne more meriti s teboj. Najlepši poljubček na svetu je tvoj. Ja, pa še res je. Kako simpatična pravljica, kaj ne? Poglejte ga. In kdo bi si mislil, da so poljubčki lahko tako raznoliki? Kljub vsej raznolikosti pa velja, da sta mamin poljubček ter objem enkratna ter edinstvena. Draga Klara, najlepša hvala za idejo o tako prikupni poljubčkasti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Kdaj bo prišla pomlad, v kateri medvedek nestrpno pričakuje pomladne dni. Tudi sama se jih že veselim. Prijeten pozdravček Klari ter seveda vsem, ki spremljate pravljične zgodbe v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in uživajte. Sedaj se pa le stisnite k svojim mamicam ali pa komorkoli drugemu. Čau, čau! Kak simpatična pravljica.